Meni ta odnos produkcijskih sredstev ni čest jasen, ampak okay. Se nama tudi ne. Važno, da je meni. Pa je že nekaj časa to delamo. Ja, nekaj cajta že, ja. Ene 300 epizod, gor pa dol. Ja, 300 plus minus. Ja. Tako da, dajmo ne. Danes predstavljamo v naši sredi Aljaža Pongova Bitenca, soborca na oni strani, kako se reče, podcast zavese v prvem razredu, v oddajah, kot so LDGD, Metin čaj, hotel se reči Metin list, pa tudi na Metin listi si pisal. Ja, tako. Absolutno. Tako. Tako da, dobrodošel. Hvala za vabilo v čast in veselje mi. To moramo reči, ne? Ja, tako so me naučili. Tako se reče, odlično. Hvala za tvoj čas. To moramo reči, to moramo reči, to je treba. Pa itek zančem se shout-out, tako da se že spodob. A misliš, da Si. Jaz sem bil prav, ustavil sem se skoraj, ponovadi vas poslušam kalaufam. In pa, wow! Cool. Ko sem pospešil, tako je bilo, veš, bolj ne. Napal. Ja, je bilo tako malo, ne. Kada so te navijači pričakali. Ja, širim ruke. Korak je poskočil. Ja, tako. Ja, tako da to je v bistvu to, ne. Malo smo pogovarjali o Štoparcu, malo o politiki, malo sploh vsem. V bistvu bo običajno vdaja. Ja. Samo da smo 4, ne 3. Ja, pa mogoče bo v knjigi še malo manj. A ja. Običajno oddaja. Običajno oddaja. Knjiga že zelo dolg, zelo majhen kos oddaje zasedati. Že ne 3 knjige. V bistvu je sam izgovor, da smo kle. Ja, že ne 3 knjige je tako, da nimaš kaj. Ja. Yes. Ja, dobro. Pa kar, se lotimo hudiča. Ja, Che Guevara je rekel, treba kačo priti pri glavi. Ja. Če Guevara rekel... Ne vem, kaj to pomeni, ampak sliši se zelo. Sliši se... Mislim, za konc verjetno kar pameten na svet, ne? Ja. Pomagal mu, kaj zelo ni, ne, dolgoročno, ampak... Okay. Ne, ni pomagal, no, ampak nekaj časa mu je delal. Ne. Zanimiv, meni je bil, Che Guevara mi je bil zmeren zanimiv iz stališča, da je v bistvu ful nerazumljen. Okay. Kaj on je hotel biti sam motorist ali kaj? Ne, v bistvu ga imajo ful borca za svobodo, pa je bil v bistvu precej bolj krvoločen kot Fidel Castro. Ja. Fidel Castro je pa kao nek diktator, osovraženik, ki predstavlja v bistvu ta zlohotni komunizem z vsemi tem v najhujši obliki Kim in podobnimi. To ti gre s tem, veš, ne, on je to na veliko daljavo delal, ne. Mislim, da veliko časovno enoto Castro, veš, in veš, on je bil pa upornik in je bil mlad umrl. Ja, se to je verjetno, zato ga je mladina vzela za svojega. Ampak recimo, če bi gledal Castra, kako je. Mislim, za moje pojme on eden... Ne bom. To už ven brisal. Ja, no, ampak on je začel je odlično, pa se je pa pač tako, kot vsi eksperimenti politični so se malo izjalovili, ne? Ampak ne, čist po njegovi krivdi, ne? To so tudi te strici, ki so zdaj začeli to zgodbo, so mu malo pomagali pri temu, ne? In pač si, kjer si pol na konc. Začneš z entuziazmom, ne, končaš pa tam, kjer so pač tvoje možnosti oziroma... A veš, Castro je tako zaključil, kaj ti to hotel, ne, v resnici. A veš, država je ostala, neko nasledstvo smo imeli, pa tako dalje. Ni šlo. Che Guevara pa je izgubil tako, kot jugoslovanska nogometna reprezentanca. Jadno ali sa stilom? Čeprav mislim, sa stilom, ne vem, kaj se ga ustrelili tam v kjerih neki džungli. Bolivijski džungli. Nekje v Južni Ameriki. Iskati so ga morali, veš, to je bilo pač. Je pa umrl z puško v roki. Čebetom na tank. Tako, ni umrl od starosti, ali prometni nesreči, ali take banalne stvari. Revolucionarja se res podoba, ne da. Ja, ali pa da ga Kačapiča, bravo. Po nesreči se spotaknil. spotaknil. V resnici Kačapiča pa zboli scinera. Dajmo reči, da ga bo šli na anga, pa da ga bomo potolkali. To so dve mehni luknje, eno velčno naredil, zgleda, kada od metka. Po nesreči obgrable spotaknil, pa kaj je grabo doma. Ja. Ne, nismo hoteli razbiti teh revolucionarnih mita o revoluciji. Ne, to ne. Viva revolucion!
Glede na to, da so se te planeti glih tako porajmali, da po mnogih letih so spet bili v liniji, eni pravijo, da to nakazuje novo revolucijo. Če nič drugega, astrologi so posnifali eno črtico. Z 5 planetov. Se to bilo že prejšnji teden. Ja, že imam. Včeraj je bila tale krvava luna, kako že. Še to? Ja. Sej ne pri nas, mislim. Sej ni čudno, da je tako. Nisi to videl. Ni čudno, da je tako. Če kdo Zeldo je igral, ve, kva to pomeni. Ne. Če veš, veš. Jaz sem Smrkce gledal, tam je bila modra luna. Na modro luno. Se modra luna je tudi en drug dan. Zihar je modra luna. Sigurno je en drug dan. Modra luna je pa ta druga polna luna v mesecu. Aha. Ker lunina tale, mena je 28 dni, zdaj včasih vsake toliko se ti poklop, da imaš v enem mesecu 2 polni luni. Ta druga je modra. In ker se to tako redko zgodi, je once in a blue moon. Jaz pa mislim, da se od leda gor odbiš. No in takrat Smrkci lahko pridejo iz svoje vasi v New York. Si gledal? Že dolgo, ampak velikrat. Ker očitno, si se pomnil. Samo New York. Ne, to so posneli zaenkrat. Zaenkrat so to posneli. Vprašam. Mislim, da zdaj novi pride so v Parizu. Mislim, da so v Parizu zdaj. Glavno ne veze. Se pravi, pridejo domov, ker oni so francoska. Ne, Belgici so. Belgici so. Ujebem ti. Pridejo skoraj žale. Skoraj domov. Skoraj domov. Čakaj, pridejo v Bruselj. To je naslednja. Ja, kul. Ne moramo viza. Spet nismo štopali za Slavkota, tako da spet. Zanč sem zmagal jaz, ker sem imel 10 minut. Ti si bil pa najbližji drugi, ki si imel 5 do 15. Zdaj moramo iti na točno minute. Jaz sem over-under da šel, oziroma krijem. Sam podaj saj 2 minuti over-under. Mislim, čez. Zdaj smo bili hitri, zdaj na en del 3 pa pol. 5. 7, ajde. Ali ko prestrah, ko srna, ko se je zdaj le, ko se je tovornak zapeljal. Se lahko tudi ti staviš? 8:06. 8:06, bomo videli. Se to samo zato, ker je to, mislim, da je Stairway to Heaven tako dolg. A res? Ja. Lepo. Sam ti, mislim, ni fair, ker ti lahko manipuliraš s podatki, ne? Kako? Malo skalaš, porežeš, pa si dobil nagrado. Pa sem zmagal. To je res, to bi bilo. Zdaj vemo, kdo na Polymarketu stal. To bi lahko dal na Polymarket zdaj. Kdaj bomo začeli z avizom? Kdaj bomo rekli Slavkota minute, ali kdaj, takrat, ko prvič Slavkota omenimo, ali takrat, ko dejansko začnemo z avizom. 2 Polymarketa, opa. Ja. Super, tako da načpemo zdaj v avizo, pa dalje. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, vojnah in sploh vsem. A to je še od prejšnjega tedna? Ne vem, po mojem. Kar je... Čeprav zdaj pa precej. Kar smo napovedovali, po nesreči se je zgodil. Rakete so tam, kjer nismo hoteli, da so bile. Ne gremo v Iran z motorjem. Evo ti Polymarket. Dajte še naslednjič kakšno prehrambenih navadah ameriškega predsednika. Kaj pa moramo reči, kar povej? Ja, ne vem, pa če zadal se bo s hamburgerjem. Odprete temo, sam da se ne bi zadal s hamburgerjem, to hočeš reči. Ja, tako, ne sme se sam da se ne bi. Da se ne bi, to bo res, to bo pa še slabše. McDonald's mu je pri srcu, ne. Ja, sej, pa da se s pomfrijem. Če bo s čem. Ja, da lahko, kot George Bush, ki se je skoraj mlajši, ki se je skoraj z prestico. Tako. Ja, je bilo ujupje, to pa je bless from the best. Hvala. Se tudi jaz spomnim tega, je bilo? Povej mi, koliko si star. Pa se še v glavo udaril, pa tako naprej. Se spomnim. Wow.
Jaz sem to očitno sem bil na pivu takrat, ko se je to zgodilo. Jaz sem naskapal. Takrat ni bilo čas tega. Pri Trumpu je skozi neki, možda bi skozi na 300%. Ja, sej to je na vsak dan. Preveč je enih podatkov. Ja, tam je bilo pa vsake kvatre se nekaj zgodilo. Ja, to je res. Najboljši je bil Sleepy Biden. Najmanj je bilo, čeprav tudi takr zaspine. Ja. On očitno zaspine. Se jaz spomnim tega. Tega so rekli, da je kaj laptopa. Veš, če ga 10 minut pusti, primer pis, da se ugasne. Pa je pa meni najbolj všeč, kako spinajo okrog njega, da veš ne ta presekretarji, pa kako spinajo ta. Ne, on je poslušal sam. On podkožno razmišlja. Tako je, tako, ker so včasih nočvala, veš, da je psihiater biti ali pa psiholog najboljši poklic, veš, ker ti lahko na šihtu zaspiš, veš, pa še zmeraj za to računaš. In pol sanka pošloš domov, zdaj pa razmislite, zakaj sem zaspal, pa se bova naslednjič pogovorila. Pa je stotkica lepo v žepu, pa hvala lepa. Bam. No, to je pa tudi podcast o eni knjigi, ki jo pač ta teden nam obrali, pa drug teden tudi ne. Z nami je pa, kot smo že rekli, Aljaž Poglavbitenc, ker smo pogovarjali o štobrskem vodniku, ker je znani Hupi Fruit. Ja. Kdaj si te prvič prebral? Najstniška leta ali kasneje? Razlika med bral pa prebral. Jaz sem ga prvi začel brati zgodna gimnazija, pa ne vem, prvi letnik ali to pač tiska. Se začne, veš, ko se tvoja nova prijateljska skupina začne pogovarjati o eni kul knjigi, pa neki. Jaz pa te slišal, pa hočeš biti in crowd, pa to, ne? In sem pol pač ta originalen od Kodreta prevod in te svetlo-modre roza platnice in tako dalje. In smešen pa tako, sam pač valjda pol tega nisem štekal, sam pač ful dobro je bilo napisan. Sej. Hir. Ampak sem pol prebral sem prvo knjigo, pa dolg časa nič, pol pa ne vem od kje in kako, mislim, da je bila matka bila enkrat v Londonu, ampak not sure, prinese kompletno izdanje. Pač vseh 5 knjig plus Young Zephyr Plays It Safe. To je zeleno. Tako, lepa. Ja. No in dragi poslušalci, ki mi je nis vrnil že 30 let, za 21. rojsten dan sem jo dobil, to se pravi že 30 let, še zmerjo čakam. Srami se na sebe, dragi poslušalci. Ali poslušalka, se ne vemo, we don't judge. Dragi poslušalco. Anyway, mislim, da sem jo zdaj konc gimnazije ali pa ti sajt vmes, ampak v resnici mislim, da sem na faksu šele orang začel prebrati, pa da glih prav. It's spoke to me. Tako. Jaz sem jo bral v srednji šoli vsak let zapored, vseh 5, pa v srednji šoli je kvrcno. Zdaj pa še Exactly. In pol pa naredi klik, in pol sem pa hook. In pol sem pa, mislim, da vsako poletje bral nekaj časa, pa pol še vsako jesen, pa tako, in pol je bila to v bistvu edina knjiga, ki sem jo bral religiously. Sej smo rekli, Hupi Fruit. To je to. Pa lahko gremo na naslednje vprašanje, karakter. S tem sem se pa ful ukvarjal in sem tako razmišljal, kaj ne ti kle odgovorim, oziroma kaj ne vam kle odgovorim, ker za poslušalstvo, organizacija za tem podcastom je dosti več, kot se morda zdi v končnem produktu. Dobro skrivamo. Ko nas je požalil, pohvalil pa požalil. Lepo. Jaz sem slišal, kar sem hotel slišati. Hvala lepa, Bagovski. Sej ste v redu sam. Se je tudi tako vzel. Je pohvala. Ne pohvala, tudi povedal je, da imamo še ful priložnosti za izboljšave. Kar je v bistvu dobra stvar, ker če si na vrh, stari greš lahko sam še na dol. Tako da mi upam, da nam nikoli na vrh. Sorry, zdaj smo pa spet šli. Ne. Tako... In je v bistvu tako malo, po vremenu ali pa nekaj, na eni strani mi je pač Trillion ful všeč, ne? Wow.
ker pač je močen ženski karakter in to je meni top. Pa lonec petuni. Lepo. Ker ta attitude, da ti pri vsem te pizdari, ne rečeš, oh no, not again. Ja. Tako mi je, glih danes sem, ne vem, kako sem tega prišel, ampak veš, una scena v When Harry Met Sally, ona fake orgazem v Cats Delicatessen. Ja, v Dinerju. Ja. No in pa je pač the greatest one-liner in film history, pač una gospa zraven, nekaj prav, I'll have what she's having. Ja. In to mi je pač ta lonec petuni. To je to. Lonec petuni je validen lik, se pojavil pa še v velikem finalu, ko hoče Artur Redenta ubiti v 76 ali kjer je reinkarnaciji Agra Jag. V 2 knjigi kasneje, sicer, ampak potegnil ga je. Ga je pa popeljal naprej. Ga je pa popeljal naprej. Tako da, bravo, super. Pol najbrž je z najljubšim citatom isto tako, po vremenu. Čeprav klepa, mislim, da je začetek en od problemov Štoprca je v tem, da je pač začetek idealen. Začetek je res predober. Začetek se vidi, da je ful po moje razmišljal o tem. Ja. Cel en mesec pisati. Veš, in je res un bombastičen, ta poletni summer buster movie, samo da začneš z unim, kaj je na koncu. S tem sem jaz začel. Pa ga res je home run. Mislim, včasih je tako, veš, kot pri mojih tekstih, dobim idealen naslov, pa moram pa cel tekst okoli tega napisati. In pač to, da se pač da se nekaterim zdeli, da je že to, da smo šli iz vode in drevesa slaba ideja. Ja, absolutno briljantno. Tam je vse od tega, kam v blato. Ja, v blato. Tako da to mi je najboljši citat, je pa, mislim, seveda, je pa en kup enih priročnih. To pa te kratke enovrstičnih je pa itak polha. In short, people are the problem. Ta je itak zmagovalna. To mislim, da po mojem smo to največkrat uporabljali. Res prav pride. Pa še en problem je, se mi zdi, veš, da pač v mojem življenju je Štoprc tako vse prisoten, da pol že malo se zamegli ta meja med knjigo pa avtorjem. In pol so pač Edensovi citati, ki niso del Štoprca, si pripričan, da so noter. Tako da pa imaš tako hegelijansko, če se dejstva ne skladajo s teorijo, toliko slabše za dejstva. Ne, vsi vemo, spomin je pač spomin, ni egzaktna zadeva. Mislim, včasih je v 36. iteraciji kakšna zgodba ful boljša. Ja, mislim, veš, da kot to rata. Če se pa ni tako zgodil, bi se pa moral. Ford rekel, ti bo. Od zdaj naprej je tako. Valjda. Ministrstvo za resnico. Določ v bistvu, kako bo to zgleda. Kako to ta teden zgleda. Tako je. Ja, se v resnici. Tudi tle nismo delali stran, tako da. Ministrstvo za vojno je že, vojno že imamo, tako da, ali zdaj operacija, kako se zdaj reče? Uradno, ne vemo. To smo prej debatirali, pa je, da še niso čist zbrali naziva. Odvisno, koga vprašaš. Če bo ta epizoda odzun, bo najbolj že jasen. Mogoče pa tudi ne, kaj se pravi, odvisno, koga vprašaš, pa kdaj ga vprašaš. Spet to je ta moment. Ja, ne, pa so to imel, kaj ste rekel prej, ministrstvo za resnico. Rubio je, se pravi, mi smo kaj v sredo, v torek je rekel, da so šli noter zato, ker drugač ker so vedeli, da bo šel Izrael noter in pol bojo oni dobili po smrčku in so ergo šli zraven. Tako je. Ampak danes je pa rekel, da ne, da to ni, da se je pač Trump odločil, da to je pa zdaj tako, da gremo mi gremo jagode, in da on tega včeraj ni rekel. In da vi trdite, da je on to rekel, da ste vi fake news. Vmes je tudi Bibi rekel, da pač hvala Trumpu, da mi smo se tako odločili. Aha, Bibi pa tudi rekel, da grejo oni. Bibi se ful zahvaljeval. Ja. Na večjih nivojih je tole Rubija mal. Ja, mislim, ni bil seznanjen. Ne, ampak se jim nič, veš, se jim v bistvu nič ne pozna. To ne, da jih dobijo na laži ali kakorkoli. Ja, mislim. To sploh ni več zgodba, da so nekoga dobili na laži ali karkoli.
To je največji problem pri tem vsem skupaj. Ker... Tudi ne sekirajo se, tudi če jih dobijo. Noben več se ne sekira, noben se s tem ne obremenjuje. Nič. Ja, veš, tam pomoč pa to notranjo dinamiko, ne? Ker valjda, da je Rubio zdaj to razlagal zato, ker je nova direktiva od šefa. Veš, ampak je v bistvu vse to nek samo ohranitveni nagon, ker je pač ti lahko to delaš do točke, dokler si šefu koristen. Ko pač se šef odloči, da si nekoristen, potem odletiš, pa čisto se je nas povedal po resnici ali po njegovi narativi. Po njegove zadnje iteracije. Kar je malo hinč karakter, je težko loviti. Ampak iteracijo ta zadnjo. In pa se spomnim Death of Stalin, od Armando Iannucci, ki je dejansko tudi odvisno je bilo samo to, kako so vsi ti playerji postavljeni v odnosu do kulta, do osebnosti in ne pač v odnosu do bodi si realnosti, bodi si do ljudstva, bodi si karkoli. To je to, kar šteje. Ja. Lušen. Ja, realnost se mora prilagoditi. Kot si prej rekel, realnost se pač ne prilagodi. Vse mislim, da je bilo v Štobrcu tudi ena taka štorija. Ali je bila una varianta, ki so Zaphodovo uno, da če kaj pomembnejšega od njegovega ega, ne se takoj poiše in streli. V tem stilu? Ne, ampak tudi ni. Bravo, vzamem boljša. Ta je boljša. Tukaj je, ja. Ja, ta je boljša. Samo veš, Zaphod je zabaven, ker se Trump, če ga tako gledaš, da nima vpliva na življenje, vse okrog sebe je tudi zabaven, ne? Se ni, pri njemu ni nikoli dolg čas. Ta fakt moramo vzeti, pač, da ene par ljudi je umrl, mislim, veliko ljudi zaradi teh njegovih. Ampak to je tveganje, ki ga je on pripravljen sprejeti. Sem pač lahko. To sem študiral, da ko bojo poslušalci to poslušali, bo body count že Jurija. Izrael je na Jurija naredil vojno, veš, v Gazi čisto z lahkoto. A misliš, da bojo oni to, a imajo Iranci toliko municije ali ne? To je zdaj vprašanje. Sej, koliko smo imeli, koliko je bilo pa body count za 11. september? Ne, imeli smo, koliko je bilo? 2000 mrtvih. Mislim, če govoriš o 11, o dvojči, 3000 pa še nekaj. Tako, ne, se pravi, ali je bilo 2900, nekaj tasga. No, v glavnem, povračilni ukrepi. Ja, krat pač nekaj velikostnih razredov. Zdaj, povračilni ukrepi niso nikoli sorazmerni. Če so imeli bombe, jih je bilo treba potamati. Ja, ampak... 14 dni so že, 15 let so 14 dni stran od te velike bombe. Kako so že rekli? Irančani, Iračani so imeli tudi bombe. Plačali so Saudici, bili so gore Egipčani, ampak dubali so jih po pički vsi ta drugi. Zdaj ne bomo, ker se jih upamo. Nekaj v tem stilu. Kako si Iran upa biti tam državo, ker so vse baze ameriške. Točno to. Čeprav mi je še boljše, mi je una, veš, da koga ni v Epsteinovih fajlih, Busha mlajšega, ta tip je šel v Irak, kako že, strictly for the love of the game. Zanjco prva aretacija, ki je bila pri Epstein filesih, je bila, so črn kvadrat so aretirali. Je bil največkrat omenjen. Ja, v Ameriki, v Angliji so jih pa kar neki. Peli, da se tam reštav. Ja, v redu, tle smo v redu. Aha, okej. Ne vem, kaj se dogaja, ampak vse je cool. Mislim, gre čez. Ja. Mešalka, to je mešalka. Ja, vem, Lauda. Ja, vidim se to. Mislim, tle dela. Mešalka se je resetirala. Ker je tega ne dela. Mislim, se je že zgodilo, sem spozabil. Ne, to mislim, da so ključne besede, so neki triggerale in zdaj... Misliš, da je že to? Je že pošile gor. Se ti spomniš, ko smo mi sedeli v emonski kleti in smo si SMS-e pošiljali, ker sta bila takrat emonska klet je rekel. Jaz sem noben emonske kleti ne spomnil, ampak nadaljuj. Takrat, ki je bil Clinton tle na obisku. Jebem ti.
Zakaj smo še pa kaj napir? Ne vem zakaj, ampak takrat je bilo v glavnem vse po Ljubljani zaprto. To se spomnim, ja. In pa smo tam si SMS-ali kao, da... Ja, če bo kaj. Če bo kdo odreagiral na une besede, na bomba, pa na neke take zadeve. To se pa spomnim. To se še živo spomnim, pa ni bilo. Ni bilo. Noben ni prišel. Noben se mi abzajalo. Naslednji pen smo naročili, normalno. Pen je prišel, ne? Nobenih specialcev, nič. Danes ne vem, če bi se to upal. Zdaj, če bi šalka crkuje, pa so... Zdaj to. Pa smo samo eno šalo. Danes se zdi, da na NYT-u je ta cross-tabs, ker se skrebli igraš, ne, ta igrica. In pač me spari tam z enim, ne vem, x igralcem in pač striktno zgubljam za 20-30 pik, na kar dobim prva beseda džihad. Po redu, sva že izenačena. Njegov naslednji je tako weak response. Spa se ustrašil. Naslednja beseda repent. Moja. Skratka, od takrat naprej zmagujem. Tako da nekaj bo. Nekaj bo. Cool. A se mi premaknemo k domači politiki, če to imamo že tle, ali bomo še malo tu obdelali? Kar češ, lahko tudi po seznamu pokrčeš. Mislim, a smo ga že izčrpali? Ne, smo še nismo. Vse imamo v bistvu sam še najtehnologijo imamo od štoparskega seznama. Dvigala, ki vidijo rahlo prihodnost. Ali pa pač, ne vem, če to lahko me diskvalificiraš, ne? Ampak pač ta scena, kjer najprej piše, da bodo šli nekdo, v tem primeru kaže marketing executives of the Sirius Corporation, bodo šli prvi pred zid, ne? In potem so šli prvi pred zid. Vse je teleport, tako da Okay, no, recimo, ampak dvigala prej v resnici. Čeprav ta je tudi lep citat, ampak dobro. Ta je drugi največkrat uporabljam. Tega pa jaz velikrat uporabljam, zanj sem ga na avionu uporabljal. Jaz sem ga že, tamago sem že naučil. Kdo bo še prvi pred zid, da kaj prije revolucija? Marketingari. Mislim, Ne, moja zadnja iteracija je, da bodo šli poleg ljudi, ki se pogovarjajo po zvočniku, po telefonu. To je zdaj ful popularno. Ne vem. Kaj, to so te, ki pašteto, ki ima kruh s pašteto namazan, se pogovarjajo. Ja, nisem razumel tega nikoli. Jaz ne. Oni pa oni na avionu, ki ploskajo ali nekaj tazga. Zdaj sem pozabil. Pač ene podnožice ljudi so, ki bojo šle prve pred zid, ko pride revolucija. In to bo zelo hmal, če verjamemo unim, ki pravijo, da so oni poravnani planeti nekaj pomenijo. Mislim, oni pravijo samo, da so nekaj zgodili, ne da bo revolucija. Pomembnega. Nekaj pomembnega, ja. Zdaj smo že iz dveh koncev to slišali, tako da to je že QED. Če se pa še nisi všel, pa tako Maruča, kaj kam navrga, pa rekla, zdaj se kolen boli. Ne, Leo, no, si sem vedela. Tudi z Maruča smo se kdaj srečali. Mi smo bili pa vdajo že na RGL-u. Tako za Maručo. Mislim, Maruča je bila carica. V 90-ih so te vdaje vlekle resen denar. Zmeraj je imela ta noga Mercedesa. Zmeraj je poklicala, kaj je prišel ta nov in zmeraj so ga naštimali. Tako je. A veš, pa ga je bioenergetsko ga je očistila. Ja, seveda. In to je tudi eden od razlogov, zakaj revija Misterij še vedno lepo živi in izhaja. Absolutno. Ja. Ne se hita. Zdaj sem videl. Ne se hita. Zelo se zanima, koliko ima izvodov. Po mojem, to takrat. Takrat je bila, ne vem, spomnim se, koliko, ampak ja. Ali pa vade, rečem, 5 veliko. A te v digitalne tehnologije ne zaupajo? Ne, to so analogi, stara šula. Pa ta nestandardni format, skoraj kvadraten, veš. Že takrat je bil čist, skozi isti. Zanimivo, vidiš, le. Ja, le. Če dela, ne. Mislim, veš, če ljudje povejo, kako je, pa drugi ljudje verjame, pa vse v redu. Valjda. Zdaj ne morajo tudi še povedati. To je naslednja velika stvar, ki nam bojo še povedali še za vesoljce. Kva? Zdaj, če je vojna na uratala, ne bojo še za vesoljce povedali. To je že naročil. Tako je. Obama je rekel, da vesoljci obstajajo. To se mi tudi komuno. Glejte, kaj je rekel, nobene trzne.
Res bedno, veš, there goes my Star Trek future, veš, ko bojo vulkanci pristali, ja, ok. To smo že enkrat imeli v naši, ne, da je zdaj ta svet, ta miks Orwellovga in Huxleyovga. Veš, to, te res bombardirajo z vsem živim sranjem, ne, da dejansko si apatičen, čist tudi, ko pride neka resna novica ven. In samo, ok, spet neki, mislim, v redu je. In potem pridemo, kaj je to, četrta knjiga, kaj je pač Another Saucer Landed, this one's pink. Tako. Nekega četrtka. Ja. Nekaj si zaskrbljeno. Ja, dobro, vse v redu. Spet dela. Fak, stari. Evo ti, planeti so v konstelaciji. Ja, nekaj ni v redu. NSA. No ja, že blokirajo. Fak, zdaj. As we speak, raketa leti proti nam. Nekaj prej imam mešalke, zdaj kompjuter, stari. Ja, saj. Sam ne ve, da smo v drugi kleti, tako da tudi to ne veš. A si videl, kam grejo une rakete? Ti zgre, ne vem, koliko metrov pod zemljo. Trkala bo stari, samo ne samo rezance, kad z dronom pošljajo na druga kakadina, balkona pa ne morajo. A veš, tako da, me bo pol na čikov. Ja, ok, dej, mislim, ne se v redu, malo se zabavam, ampak je v redu. Pejmo z ene politiko, ker pol bomo že počas končali. Če bi mogel pisati slovensko politično sceno letošnjega leta ali pa lanskega, ali pa rečemo, dajmo reči zadnje runde, ne? Karkoli že to pomeni. Z enim štoparskim likom, kdo bi to bil? Ja, to. Ja, to. In potem vse tiho je bilo. Lahko jaz? Imate vidva? Ne, ker ti vidim, da si pripravljen. Ne, prej, ko sem prebral vprašanje, sem se spomnil, Marvin, jaz bi rekel, da je Marvin. Je? Ni, ampak jaz to vidim. Jaz je prej rekel Artur. Ja, Artur je. Jaz se počutim katalon s petuni. Pa je že spet pist. Bravo. Ja. Pa še i pa drvimo, ne? Ja. Pa gremo se, bližimo se. Artur ga pa gleda za spod, pa si mislim, vse... Artur je pa tako, veš, mislim, ali pa tako drugače, veš, mogoče je slovenski volivc zdaj Artur, ne? To pa je. Ko bo odprl hladilnik in pogledal, katere dve stvari sta najmanj Harry, in proglasil za zajtrk politično izbiro in jo pojedel, ne? Ja. To je tam. Ampak ja, drugače pa overall pa absolutno. On spet tu nekaj, oh no, not again. Ja. Ta zgodba, ja. To je kar to. Mislim, se verjetno so še kakšni tako, ki so optimistični, kot kita, veš, ampak... Ne, to novih obrazov tokrat ni. Ja. Mislim, Logar ni nov obraz. On se hoče zapakirati. Je pa malo kita. Ne, sem tako hočem, on hoče ta efekt doseči. To hoče, ta moment. A bo on white well na koncu? To je za vprašanje, veš. Ne, da je kiti štoparca. Ne, tako, kot si rekel, on se hoče kot novi obraz desnice predstaviti. V resnici je bil to res zadnji kit je bil Miro Cerar, ki je dolg časa se sprašoval, kaj pa to počne, ne? And then just landed with a thud. Ja, sam je res. Ja, pa to, ki je bil, kaj je že bila na njegove izjave, čisto konc. Čakaj, ne jamradi, ker Slovenec sem ne jamradi, mišljam rešitve. To je bilo to, ja. Še preden je bilo sad, še to je. Min teritorij. Ja. Res. Ja, Logar pa, ne vem. Mislim, ni tvoj intimni izbor. Mislim, da ni od nobenega in da on na to računa. Ne? On je, ne vem, lovilec ostankov. Ne vem, ali imamo kakšen lik v štoparcu, ki bi to bil mogoče... Mogoče čisto na začetku, pač preddelavec, ki so prišli rušiti. Gospod Prosar, gospod Prosar. On v resnici, on ima fajt oseb, sam ne ve, da ga ima, ne? Ok, ja. Je v resnici, on bi se tako bi mal... Ni sicer direkten prednik Džingis Khan, ampak mogoče pa. Je pa direktno naslednik Partizanov in Slavh Pengova in tako dalje. No, to pa je. To pa ja. Ima tu neka tajna veza. Ja. Mogoče ima tam notranji boj, ne?
To, veš, jaz On ima sem te fleše jeze, ki ne ve, odkje prihajajo. Upi, Nima se kjer ima nekaj drugega. Jaz čutim, da bi, imam sicer rad JJ, ampak nekam nek drugam vleče, pizda. To. Imam nek strast. Ja, to je. Očitno. Mislim, mogoče ga je komunizem pa JJ-ju noter vlekel. Ja. Veš, da je tisto videl v njem. Ne, velikega vodja. Ne? Čeprav viš to mogoče še bolj, zdaj se mi pač film dejansko v realnem času vrti naprej v glavi, ali pa mogoče je mladi nadebudni vagonski stražar, veš, ki so na njemu so rekli, da tako mora biti. Sam ne res. Aha, bolj. Ker namreč upiranje ne pomaga. Namreč fora tem Logar ima primarno Logar ambicijo. Veš, on niti ne ta zgodba njegova, neki. Pač igra čelo, super. Muzičar. Mislim, jaz sem raj ženske, ki igrajo čelo, ampak I swing that way, ampak ja. Če moram zbirati, da bi raje tarča pa Godler je, dobro, reče že. Jaz tudi ne vem to kučelo, a veš, ampak. Je pa res, da ima zelo Godlerjevska očala. Čakaj, Godler ne vem, če igra čelo. Ne, Godler igra klavir. Ja. Tudi eno godalo igra. Jaz bi sam Zikar. A tač čelo, tač čelo. Eno repliko bi imel. Ok. Ne vem, če hočem pač imeti nekoga, ki je moj ful, da zna čelo igrati, no, če bi imel za predsednika. Kaj pa je pol to inštrument? Ne, kakšne druge Oljice, ti bi oljice, Peter Leže, da bi igral. Jaz bi kakšne druge kompetence, no, v bistvu. Zdaj už po kompetencah govoril. So čelo pogovarjamo. Zdaj se je ful lepo, da ima potrpljenje za čelo. Ne bom, a veš, ne bom zdaj. To vam bom pol gor povedal. Ker to, da zna čelo, je v bistvu kompetence sam njegova familija, ki je trpela tok cajta. Zdaj me je spomnil, bom vam vseeno povedal. Tisto, mislim, da je bilo to njemu je odločil zdaj. Da je bilo to v mladini takrat, a veš, za časa jugoslovanske vojne, te zadnje, vojne, te bosansko-hrvaško, da je bilo, kdor poje zlo, ne misli, ne pa ubičemo, zaklačemo, ko so nama nije. To zdaj ni, zdaj, če ima rad glasbo, ne še ne pomeni, da je zdaj vse v redu. Čeprav, veš, mislim, tako, pa zdaj daleč je tega, da bi delal reklamo za njega, ampak tip ima nek executive experience. Bil je v vladi, dal je tudi vodjo, je dal čez. In zdaj, veš, če bomo mi na koncu prišli od tega, da bomo mi, tako kot zadnji drobiž za zadnji pir, sestavljali procente, pa kdo bo prišel čez Undonga 46 glasu. Po mojem, tukaj vprašanje na eni strani ambicija in na drugi strani zvestoba oziroma navajenost na Ivana. Veš. In zdaj, če bo una levo-liberalna stran ponudila več ali več manevrskega prostora, ali glej, ti deli kar češ, sam daj mi svojih, 5 do 7 glasov, še smo over pa under, maybe, Ja, to mislim. Zdaj, to pa že kar kombinatorika imate. Zdaj je, sicer, mislim, zdaj, če bo on zna biti res ta kingmaker, kao. Ampak v obe smeri. Ja. He can swing both ways. Zdaj smo že imeli Karla, ne? Ja. Mislim, glede na to, po moje bo Pavlo refleks prevladal, ne? Zdaj, mislim, je pa res... Kako bojo številke dobre, ne? To je spet vprašanje. Spet smo tukaj, mislim, glede na... A ni zdaj, mislim, itak mu ne, pač njegovmu šefu, bivšmu, kaže boljš, ne? Tako da bo verjetno lažje sestavljal, ne? Zdaj. Kaže. Ne vem, če kažemo boljš, ampak to gre na račun njegovih partnerjev, ker tako kot ponavadi Janša vleče kisik od drugih. Ja. Tisto, kar je edina stvar, ki mene tako, če smo za hipec resni, me skrbi samo to, ali je mogoče SDS odklenila nek bazen mladih volivcev, ker se meni ne sešteje čist ta teza levičarska, da višja je udeležba boljše za leve. Pa gledaš referendume, ki je bilo zadnje, so bili kar neka visoka udeležba za referendume. No, jaz ti bom zdaj ti bom samo tako čist osebna izkušnja, Tamala, zdaj pač bo junija 18 let.
veliko njenih sošolcev oziroma prijateljev je ravno izpolnil to kvoto, se pravi, se bojo udeležili volivcev. SDS bi rekel več kot polovica. Ja, res? Ja. Tako da oni so, tako kot si rekel, to je neka nova skrinjica odklenjena. Oni so pobrali neke volivce. V bistvu oni znajo narediti tuno Brexit varianto, ker so potegnili bojo volivce, na katere ni noben računal in jih bojo oni ubacili noter. Ja, rabo jih pa samo enkrat, ne? Tako je. Ja. Tako da, ne, pa itek, dobro, to imaš itek en kup enih raziskav, ki pač ugotavljajo, da je polarizacija med mladimi še večja kot nasploh v populaciji, ne? In da gre pač fantje večinoma v desno, punce večinoma v levo. Ni pa izključno, ne? Ja. Tako da, ne, bomo videli, no, ampak to me, ker pač pri mastermindih Gen X-erskih, ne, še vedno vala večja udeležba, pač nekdo mi znači razlago prav, če bo čez milijon udeležba leva vlada, pod 800 desna, vmes pa preštevamo. Sam je itak, da sem šifte že po celi Evropi šel desno, ne, tako da ja, pa tudi mladi, mislim, predvsem mladi so šli. Ta moment. Ne, mene zanima pri tem mogoče ta teorija drži. Pri tej teoriji velike udeležbe, a je glava, komu to, da je Janša skozi prvi zares koristne. A veš, po tej teoriji, ne, tvojega kolega nad milijon, ne, bi očitno levi, ne, ampak se pa skozi omenja to, ne, a veš, skozi se tako malo strahom omenja, da je SDS prvi na lestvicah, ne, se mi zdi. Razen v desni provinenci, ker pač je pa strah o spoštovanjem. Ja, mislim, klej zdaj dvoje. Ne? Eno je, da ima levica, to je spet tudi globalen problem, ima pač problem z zgodbo. Ne? Kako navdušati volivce, da reči, da pač this is what we stand for. Pa sej se da, sam zelo težko zapakiraš v nekaj, kar je pač, veš, Obama zapakiral, ne? Čeprav recimo je v bistvu desno stran težje zapakirati. Ne? Če tako gledaš, tisto, kar oni dejansko ponujajo malemu človeku, da zapakiraš tako, da mali človek voli zate, ne? To je norost. Ne? Mislim, ja, ampak poglej, recimo, če pogledaš Trumpa, sploh prvo tale, ne? Kje je on? On je zmagal na propagandnih teh, veš, lock her up. Ne? Vse je bilo pač nekaj lahko zapomljivega, nekaj s čimer si se... Mislim, pa spucal bomo dejansko izmeram tako, da dejansko je, da desna stran zmeram ponudi enostavno rešitev kompleksnemu problemu. Da človek razume to. To, veš, ne, mi se bomo pogovarjali, pa bomo pa naredili skupino, pa bomo pa probali neki narediti, samo mogoče naučiti skoratal, ker se bomo mogli tudi druge potegniti zraven, da je pizda, mi bomo zaprli, ja, itak. Ne, pa veš, pa še je, pa narodnim ni, ne? Recimo, ne? Se meni malo zajne, ampak... ti jih imaš šolo, ne? Veš, fora je v tem, ne vem, Luka Mesec reče minimalna plača Jurija, ne? Se je vsem jasen, da to, glej, pa ne, pa po, ampak... Levo-liberalna stran se pol nekako ukvarja z racionalizacijo tega in samo če to dvignem, pa splašna razmera podrejo, pa pol so drugi nemotivirani, ker pa imajo vsi na minimalcu, pa bla bla bla. Ne? Vse drži. Ampak osnovni efekt je pa izključno minimalc vsaj Jurija. In desničarjem s temi pri taki potezi pač ni naroden, ne? Levičarjem pa je, ker vsem smo mi nekako zavezani vendarle živeti v tej realnosti, ne? Pa kjer pa je 1+1 še vedno 2 in ker so samo 4 luči, da ufuram en Star Trek meme, ne? Ampak in pol je vse tako malo nekako malo samo sebi da slab priokus, veš, tako malo nam je naroden ali pa malo jim je naroden, kad to razlagajo, ne? Da ne bo kdo preveč opazil, pa vse nekaj na pol. Ja, v bistvu se res, ne, dejansko potegne emocija. Tako pri vseh stvarih, ne, in zdaj, če pa ti tako medlo, kot si rekel, da je pa gremo nekaj mlačno, ne, pa tu benga več ne zanima. Tako, in potem pristaneš na tem, da je edina resna emocija, ki jo je v Sloveniji levo-liberalna stran sposobna nerezervirano manifestirati, ne, je Sanda Nav Janša.
Ja, to se pa nov več pril, kot A misliš, da ne? malja, ne pa. Meni se zdi, da mediji glih to nekako hočejo podtalno sporočiti. Saj to, kar jaz poslušam, da spet so te rezultati, pa taki. Tako da vsi malo, sugerirajo, da je treba iti voliti. Očitno, ne enim pa pali, da bo Janša, ne? A veš, očitno mladi. So pa nekaj naredi. Ne veš kaj, v bistvu vidim, ogromno pogrešajo neke vrednote. In imajo občutek, da jih desna stran zagovarja. Pa sam denar ni vrednota. Oni ne slišijo tega. Oni slišijo, veš, da družina. Nekako, malo so zgubljeni. So zgubljeni in potem je to ponuditi neko tako zavetje, da ti ga. A veš, tudi veliko takrat je bilo, po mojih, ta generacija so takrat začeli veliko v cerkev hoditi, je tudi nekaj tam in že nekaj pol. Še malo neko, po moje. No. Veš, kaj pa še nekaj je? Ne vem, ugibam zdaj. Neoliberalni konsens je propadel. Se pravi, primat denarja in ekonomskih kazalnikov kot merila uspeha ne drži več. Danes je tudi desnica proti kapitalistom, sam proti niti drugim. Ne te, ki smo mi. Tako. In če Janša pogledaš, on je čist običen planski ekonomist. Ja, business as usual. Še takrat, ko je bil neoliberalc, ni prodal bank. Ni prodal, tudi, ko se je prodajal, je potem nekaj v žep kapnil. Itd. In danes je pa tudi, desni pol bori proti grabežu kapitala, ne samo da ponavadi je tudi kakšna teorija zarote o Sorošu pa kom drugem prilepljena zraven. Ampak dejansko je ta horseshoe theory, se pravi, med skrajno levico in skrajno desnico je dost manj razlike, kot bi si kdo upal priznati. Se tudi recimo, če se z nekom pogovarjaš, ki pa ugotoviš, da je desničar, si v bistvu sploh nista tako različni. Točno tako. Ker jaz mislim, tako kot smo tudi že rekli, da vsi identificiramo iste probleme v družbi, samo krivca imamo drugega za ta problem. In pač kle se ne strinjamo. Kle ti ponudijo, recimo desna stran ti pač ponudi, leva ti govori o kapitalu, desna ti pa potem govori o nekih združbah, ki kontrolirajo od zadaj, pa so neki lutkari, ki to vse skupaj. Mislim, recimo, se mi je naroden za tega Aleša, ki je tudi ima isti ime, kaj jaz. Ki te mračnjaški kučanisti, mislim. To govoriš o bioseparatistom. Veš, mislim, za napredno Slovenijo, ki ponavadi je zmeraj desno, fulo napredno bilo. Vsaj zgodovinsko je tako fulo razvidno iz tega, in proti mračnjaškim kučanistom. Mislim, to je itak, tega bozga kuča ali pa Soroša, da odvisno, kaj se nagiba, ampak kaj sem Metuzalema. Mislim. Ne, on je dva to še 20 let po smrti kriva vsega. To sta pa pustno nastavljene. Mislim, problem desnice je, če spet citiramo Diareo, je pač ta, združiti nacionalno in socializem, vendar ne v nacionalsocializem. Leva ima pa pač ta problem, what the fuck do you stand for? Ker v resnici, če pa tako pogledaš, napredno pa to, na nek način te stvari, če res skozi zelo tako skozi lupo odalice pogledaš, imajo ta njihova logika smisel, ker kaj dela levica, levo-liberalni blok? Brani človekove pravice, brani demokracijo, brani socialno državo, brani dosežke, postvojne Evrope, nekaj. Vse si neki brani. A bo kdo kaj branijo konzervativci ponavadi, in potem, če se ti v defenzivi, vloge so obrnjene. Če se ti v defenzivi,
Si potem v bistvu vse, kar delaš, je samo bunker igra. Ne moreš se napadaš, mi upam, da ga ne bomo dubli. Mi smo zdaj v prednosti, upam, da ga ne bomo dubli. 0-0 je, pa pride podaljški, pa penali, pa mogoče. Sam fajn dekleta, rezultat kaže, da nisi v prednosti. To je problem. Evo, vidiš, zdaj pa, to je pa še en od židovskih pregovorov, ne? Če ni plusa, je zguba. Nule ni, pri njih ni nule, stvari ne stojijo nikoli pri miru. Pa oni nimajo kljub izgubi, poslujemo pozitivno. Od poraza do končne zmage. Ja smo prišli, hiter. A mi, zdaj smo že smo se dobro ugreli, pa mislim, da je za ta teden to dosti. Pa gremo pa drug teden pa res naredimo štoparski vodnik po volitvah 2026. Malo smo se ugreli. Bom za naslednjič pašparil, kar dajmo zdaj lepo pečino obešalnik, pa je to. To je dober teaser. Teaser trailer. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo vam napovedali, da bo naslednja še boljša. To je teaser za trailer, ki je itak napovednik. Kaj bi radi v naslednji epizodi nam lahko poveste na našem Discordu? Ampak spremenili ne bo nič. Ni treba teh tihih delov povedati. Okay. Na glas sem razmišljal. Stali nobeni je hotel zatuškati. Bo naš tiskovni predstavnik to malo drugače povedal. Bomo to zrezali pa zrihtali. V glavnem družabna omrežja puste primer kartice, pa še vedno pričakujemo na naš dobro znani naslov Lice Strojska 52A. Želene stavisa pa Mastercard. Hvala za želje.si. Absolutno, seveda, to pa nujno. Kakšen revolut vzamemo. Tudi vse vzamemo. Pa tudi v kuverto denar porine. Tudi ta belo, ne samo ta plave. Vse vzamemo. Tudi roza kuverta, bringi dol. Ne samo ne z okenčkom, pa nekaj. To ne v poštar videl. Mislim, da prvi človek, če se zmotijo, drugič pa bojo dobili opomin pred okenčkom. Tako je. V glavnem, z vami smo bili Aljo, Peli, Zi in Pengovski. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe. Pika si. Hvala lepa. Hvala. Se slišimo drug teden. Čau. Čau.